Gibanje je nujno za življenje in zdravje. Potrebujemo zdrav duh v zdravem telesu. Ni pa dobro iti v ekstreme. Šport ne sme postati razlog za nenormalen pritisk na otroke. To sem videla na košarkaški tekmi svoje 11-letne hčerke. Večina staršev je bila vesela, da otroci poskakujejo sem in tja in se zabavajo. Nekateri starši pa so tako pritiskali na svoje otroke, da so ti jokali, ko niso dali koša. Le kje je lepota v tem? Ja, šport je očitno moja šibka točka. Ne zanimajo me niti športni dogodki, kaj šele, da bi sam tekal, pa če tudi ne za žogo. Jaz hodim po obveznostih, se pripogibljem, ko je to potreba pri delu, plezam po drevju, ko obiram sadje in preskakujem le ovire na poti. Šport je za večino ljudi druga ali tretja najvažnejša postranska stvar. Krepi telo in duha, v nas budi tekmovalnost in strmenje k zmagi ali v sodelovanju. Koristen je za zdravje, kadar ne pretiravamo. Večina ljudi se na neki točki v življenju bolj ali manj zavzeto ukvarja z enim ali več uveljavljenih športov. Konec koncev tudi izobraževalni sistem teži k temu, da se že od malih nog ljudje gibljejo in preizkušajo v različnih športih. Sistem nam omogoča veliko formalnih oblik udejstvovanja in še več neformalnih. Hkrati pa ponuja amatersko in profesionalno možnost udejstvovanja za najboljše. Tako teorija. V praksi je veliko odtenkov sive. Eden največjih paradoksov današnje družbe je, da najboljše profesionalne športnike sponzorirajo podjetja, za katere ne moremo reči, da koristijo zdravju. Tako najdemo med sponzorji verige s hitro prehrano, do nedavnega so bila velika tobačna podjetja, proizvajalci alkoholnih pijač in drugi. Najboljše športnike pa ima večina za zgled. Vrhunski šport je tako postal vrhunski biznis, kjer so meje dovoljenega in hoja po robu že dolgo nekaj, kar se vztrajno premika. Doping je postal vse prepogost. Mladi športniki dobesedno umirajo med tekmami zaradi odpovedi srca. Je pa tudi druge vrste šport. Tisti tovariški, ko se prijatelji zberejo vsako sredo na košarki in odigrajo prijateljsko tekmo. Tisti ljubiteljski, ko se prikolesari do cilja. Tisti najslajši, ko gredo ljudje v gozd po gobe ali gozdne sadeže. Tisti koristni, ko gradiš hišo ali pripravljaš drva za zimo. Tisti šport, ki izobražuje, ko dedek uči vnuka, kako se strelja na gol. Tisti šport, ki uči spoštovati različnost in nas združuje, ko se odigrajo prve prijateljske tekme med narodi, ki so bili do nedavnega v vojni. Ja, šport dviguje s kavča, zato se ga ne bojte. Tako kot vse stvari na svetu, ga uporabljate za dobro. Telo vam bo samo povedalo, kaj hoče od nas.